Državni svetniki so glasovali brez enega glasu proti, to se pravi družno za. Nekateri so se glasovanja sicer vzdržali, ampak sporočilo, ki ga vlada prejme po današnjem glasovanju, je popolnoma jasno. Takšen proračun pa takšno usklajevanje pokojnin ni v interesu slovenskega naroda, slovenskih ljudi. Tudi še eno drugo sporočilo. Tisto, kar so danes svetnice in svetniki govorili, kaže na to, da se politika počasi oddaljuje od ljudi, da bolj išče načine, kako sama preživi in manj kako zadosti interesom slovenskih državljanov. Po mojem bojo volivci takšen način delovanja vlade na koncu koncev nagradili z neprihodom na volišča ob naslednjih volitvah in ljudje se bodo znašli na svoj način. Bojim se, da bo to skozi sivo ekonomijo in skozi državljanske nepokorščine. Nobena politika se daljnoročno na tak način ne more obdržati. Po mojem je čas, da se v Sloveniji malo premislimo, da se zberemo na kup in premostimo medsebojne razlike, začnemo razmišljati o tem, kako bi dejansko oblast odločala v korist ljudi, ne pa zato, da se ohranja sama sebe kot oblast in da se bori ena stran parlamenta proti drugi. Tole gre vse skupaj predaleč. Zelo pomenljivo je namreč tudi to, da je bila odločitev o vetih tako rekoč soglasna. Nihče ni glasoval proti. To pomeni, da tudi tisti, ki so imeli zadržke zaradi svoje strankarske oziroma ideološke pripadnosti, ne morejo mimo dejstva, da to, kar je sedaj predlagano in sprejeto kot proračun in kot delitev drobtinic za tiste, ki največ potrebujejo, ni dobro. Jaz verjamem, da je vlada seveda sposobna zbrati dovolj glasov v državnem zboru in povoziti to odločitev državnega sveta. Upam pa, da je tudi dovolj modra, da bo dojela, da tale odločitev državnega sveta jasno kaže na to, kakšno je zadovoljstvo ljudi s takšnimi odločitvami in kaj se bo dogajalo v prihodnje. Torej, predlog je bil logično nadaljevanje stališča in opozoril v zvezi z sprejemanjem proračunov za leti 2020 in 2021 in zakon o izvrševanju teh proračunov, ker tako kot je bilo sprejeto v državnem zboru, kljub opozorilom državnega sveta, interesne skupine lokalnih interesov, združenj občin, to ne zagotavlja ustreznega delovanja občin in predstavlja seveda nadaljevanje problematike nadaljnega razvoja občin, praktično vseh občin v Sloveniji. Tudi je veto opozorilo, da se takšna praksa mora prenehati, končati in da kljub vsem argumentom, ki jih pač postavljajo vlada v zvezi z to problematiko, tako o fiskalnem pravilu kot o razvojni naravnanosti proračunov takšni, kot so bili sprejeti, to za področje občin pravzaprav ni argument oziroma opravičljiv razlog. Tako kot so sprejeti, seveda ta razvojna naravnanost do občin niti približno ne seže, celo nasprotno najeda lastna finančna sredstva iz lastnih virov, ki jih morajo občine za zagotavljanje zakonskih nalog trošiti seveda na račun razvoja in sem vesel, da je tudi državni svet kot celota ponovno, saj to je bila praksa tudi že v prejšnjih letih, to spoznal in z vetom, ki je bil sprejet brez glasu proti, tudi opozoril in s tem omogočil ponovni premislek o načinu sprejemanja, pa tudi o samem konkretnih aktih, ki so za občine škodljivi. Ja, skupina državnih svetnikov, kot jaz prvo podpisani, smo vložili veto na zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 in uskladitvi pokojnin.
To se pravi iz razloga zakona, ki v točki 6 določa uskladitev pokojnin v procentualnem namesto v nominalnem znesku, pač v nominalnem namesto v procentualnem znesku. Krovni zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju predvideva dvigovanje pokojnin v procentualnem znesku in s tem zakonom so praktično izničili ta del zakona, s čimer se pa mi ne strinjamo. Gre za uravnilovko. In sicer gre za to, da se 1% uskladitev, ki se predvideva, sedaj razdeli tako, da vsem upokojencem pripada isti znesek, in sicer 6,5 evra. To se pravi, povprečna pokojnina 1% je 6,5 evra. Zdaj, če bi to sprejeli kot tako, kot je predlagano, bi s tem soglašali tudi nekako na izenačitev pokojnin, ne glede na vplačane anuitete za časa zaposlitve. To se pravi, tisti, ki je vplačal manj, bi dobil isto kot tisti, ki je vplačal več oziroma obratno, ampak bi prišli počasi na iste pokojnine, kajti videli smo že v Državnem zboru predlog Levice, naj se najnižja pokojnina zviša na 613 evrov, kar je pri sedanjem budžetu skoraj povprečna pokojnina, in če bi to naredili, potem bi skoraj imeli vsi enake pokojnine. Zato se s tem ne strinjamo. Mi smo to dobili predlog tudi v Državni svet strani krovne organizacije upokojencev, to se pravi Zveze društev upokojencev, ki nam je poslala predlog, da naj vložimo veto, ki ga je obrazložila skoraj z identičnimi podatki in pa obrazložitvijo, ki jo bomo danes predstavili v Državnem svetu. In prej smo bili na Komisiji za finance, obrt, turizem in gospodarstvo in smo enotno je bil veto tudi, ki je predlagan, potrjen, kot da mislim, da se komisija z njim strinja. Vseh 9 prisotnih je glasovalo za veto in upam, da bo tudi na seji Državnega sveta danes ta veto potrjen in upam, da bo vlada tudi v Državni zbor pripravila novi zakon, kajti zakon je zelo kratek, napisan je na 2 straneh, ima 6 točk in popraviti je treba samo 6. točko in sicer nazaj na tisto, kot ga je vlada predlagala Državnemu zboru. Ampak v Državnem zboru je na predlog skupine poslancev bil sprejet amandma, ki je praktično procentualno uskladitev za 1% zamenjal z uskladitvijo z 6,5 evra za vse upokojence.